Tako kot vsa živa bitja se tudi virusi nenehno razvijajo in spreminjajo. Razmnožujejo se tako, da delijo kopije sebe, pri tem pa se lahko tudi spremenijo oziroma mutirajo. To je izvorni virus SARS-CoV-2. Temu pa rečemo različica izvornega virusa. Znanstveniki nenehno preučujejo različice virusov, da bi ugotovili, kako te spremembe vplivajo na ljudi. Pri angleški različici virusa SARS-CoV-2 so opazili spremembe v beljakovini bodice virusa, imenovani tudi protein S. To je del virusa, ki štrli z njegove zunanje ovojnice in deluje kot nekakšen ključ, ki ga virus uporablja za odklepanje vrat v celice našega telesa. Z njim se pritrdi nanje. Posledica te spremembe pa je, da se virus lažje in hitreje širi, še posebej med mladimi, sicer pa povzroča isto bolezen, torej COVID-19 z enakimi simptomi. Angleška različica novega koronavirusa naj bi bila v primerjavi z izvornim virusom od 30 do 50% bolj nalezljiva. To pomeni, da v krajšem času en oboleli okuži več ljudi, s tem pa jih tudi več potrebuje pomoč v bolnišnici. Preventivni higienski ukrepi, ki jih že dobro poznate, pa so: umivajte roke, uporabljajte razkužilo, nosite masko, kihajte in kašljajte v rokav, ne dotikajte se oči, nosu in ust ter, zelo pomembno, redno zračite prostor, v katerem se zadržujete.